Prejšnji teden je vlada po dolgih 6 mesecih končno razkrila dokument. V opoziciji smo ga pregledali in primerjali in ugotavljamo kar nekaj problemov. Ključno je to, da vlada ne izkorišča priložnosti in ne uporablja vseh razpoložljivih virov za celostno, trajnostno preobrazbo slovenske družbe. To je temeljni problem vladnega pristopa. V opoziciji smo za razliko od vlade uporabili vsa razpoložljiva sredstva, ki so trenutno na voljo, tako sredstva iz tako imenovanega sklada za okrevanje in odpornost, vire kohezije, prilagoditve v državnem proračunu in seveda tudi potrebno zagotavljanje lastnih virov pri vrsti projektov. Za razliko od vlade, ki 1,6 milijarde denarja porablja za parcialne, betonske in malenkostne projekte, ki bi vsebinsko morali biti financirani iz državnega proračuna, smo v opoziciji 1,6 milijarde denarja uporabili za ustvarjanje 15-milijardnega finančnega vzvoda in s tem zagotavljamo pogoje za okoljsko preobrazbo Slovenije in za krepitev dodane vrednosti ter krepitev robustnosti tako gospodarstva kot družbe v izzivi pred prihodnjimi krizami. In če bo vladni predlog obveljal, potem bo seveda Slovenija imela najlepša krožišča na svetu, imela bo lepe digitalne arhive in ne vem kaj še, imela bo tudi nov center civilne zaščite, ne bo pa imela razvojnega preboja, ki ga Slovenija potrebuje, ne bo ustvarjenih novih dodanih delovnih mest in denar bo šel v nepovrat. In v opoziciji sledimo vrsti drugih držav, ki so na podoben način uporabili evropske sredstva kot vzvod, naprimer Francija, ki je iz 40 milijardnih evropskih virov ustvarila 100 milijardni finančni vzvod. In ni čudno, da se finančni minister Francije po novem imenuje minister za finance, gospodarstvo in ukrep. Vsej, kolega je večino zgodbe skozi, kot jaz rečem, peneze povedal. Bom pa ponovil to, kar že prevečkrat osamljeno govorim. Penezi morajo delati peneze, da bomo pol ustrezno betonirali ali pa tudi imeli kvalitetni makadam, če se tako izrazim. Druga zadeva, sami veste, da se je vlada to lotila na absolutno napačen način. Namesto, da bi recimo konec avgusta lani odprla javno debato, je pol leta bil to neki tajni dokument. Predsednik vlade se srečuje z neko Lahovnikovo skupino, ki je verjetno počasi gospod Lahovnik pa on, pa noben več. In 21. stoletje ne moreš furati države na način nekega enoumlja, in tle je neka bistvena razlika. Kot je kolega rekel, se mi ne odkrivamo tle tople vode, zgolj počnemo to, kar v bistvu skoraj brez izjeme, razen kakega Janezovega prijatelja v bližnji soseščini, počnejo vse evropske države, vse članice Evropske unije. In rad bi še nekaj poudaril. Po 30 letih nam bi končno morali postati jasno, da to mi moramo delati zaradi nas sami. Noben Bruselj, nobena EU, nobena Evropska komisija, noben MČM ne bo za nas, namesto nas mislil naš bodoči razvoj. In to je na kratko to, če se malo navežem, zdaj imamo teden boja proti raku, 38. Ravno sem za slavnostne Zoom seje, iz tega vladnega špeha jaz ne vidim tega, ker imamo blazno težavo. Rak je razlog največ prezgodnji smrti. Ne sam beton, mi moramo misliti, s katerimi tehnologijami se bomo lotili, kateri ljudje. Tudi ne smemo biti sužnji neke trenutnega razreza slovenskega gospodarstva. Dejansko zdaj imamo, bom rekel, neki koktejl denarja, ki ga moramo znati izkoristiti na način, da bomo v naslednjem desetletju pri zmagovalci, ne pa pri tisti, ki bodo delali lon posle, kot smo včasih rekli. Minister Černač je ob koncu seje odbora prejšnji teden dejal, da razen za Levico se poslanske skupine kar ujamete oziroma strinjate glede razvojnih prioritet. To je njegov občutek, večkrat je to poudaril.
Zanima pa me, ker vi pa opozarjate zlasti potem, ko ste ta osnutek prebrali, ki je prepad med tem, kar predlagate vi in kar je vladni načrt. Zdaj, težko je primerjati oba načrta, zato ker so stvari skrite v različnih postavkah oziroma poglavjih. Pa me zanima, če lahko še enkrat poveste, kje je ta prepad. Omenili ste ceste, gradbeništvo, verjetno pri zdravstvu se opazi razlika, mogoče R&D še kje. Prepadov je kar nekaj. Če pogledamo področje zdravstva, mi predvidevamo skoraj 500 milijonov sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost in še dodatnih približno 700 milijonov sredstev iz prilagoditev državnega proračuna, da rešujemo probleme, kot je kolega rekel, naprimer raka, da investiramo dodatno v zdravstvo. Mi predvidevamo uvedbo dolgotrajne oskrbe, vlada predvideva 99 milijonov za 2 doma starejših občanov. Mi investiramo v izgradnjo skoraj 4000 javnih najemnih stanovanj z začetkom vzpostavljanja tudi sistemskega vira za izgradnjo javnih najemnih stanovanj, študentskih stanovanj. Mi na področju okoljskega in zelenega preboja začenjamo program zapiranja premogovnika Velenja, zapiranja Teša 5, začenjamo umeščati NEK 2 in razmišljamo, kako pospešiti gradnjo, če hočete, hidroelektrarn in drugih obnovljivih virov. Mi za recimo 3. razvojno os predvidevamo sredstva za krepitev turističnih kapacitet ob tej razvojni osi, vlada približno 400 milijonov denarja, ki bi ga Dars moral dobiti na trgu, namenja za tako imenovan pospešitev izgradnje 3. razvojne osi. In če pogledamo še raziskovalno področje, mi investiramo v raziskovalno infrastrukturo, mi investiramo v seveda nove programe tako mladih raziskovalcev kot vsega, kar omogoča na znanju temelječo družbo. Vlada dela neke manjše popravke, ki bi morali biti običajni popravke ali običajne aktivnosti v vsakoletnih državnih proračunih, ampak uporablja ta denar za to, da seveda v državnem proračunu namenja denar za ostale, po mojem, neustrezne stvari. In zato je seveda na nek način se vlada to lotila, kot da bi to darilo padlo iz neba, kot da bo vsako leto 1,6 milijarde, temu ni tako, 1,6 milijarde je potrebno uporabiti kot vzvod, da bomo ustvarili dodatna delovna mesta. In v pogovorih tako z gospodarsko zbornico, kot z nevladniki smo pravzaprav ugotovili, da se naši programi in ideje nevladnikov in gospodarske zbornice v polni meri prikrivajo. In če še sklenem, z ukrepi in reformami, ki jih predvidevamo, pravzaprav v polni meri sledimo tudi programu za dvig dodane vrednosti, za višjo produktivnost, ker samo višja produktivnost omogoča dolgoročno ohranitev delovnih mest in omogoča seveda ustvarjanje fiskalnih virov za javno porabo, javne storitve.